Dober dan, pozdravljeni vsi skupaj pred enim vrhuncem letošnjega 38. slovenskega knjižnega sejma, to je pred podelitvijo velike nagrade slovenskega knjižnega sejma knjige leta 2022. Strokovna žirija programskega odbora slovenskega knjižnega sejma je nominirala 10 naslovov, obiskovalci spletne strani knjižni-sejem.si pa so izmed 10 predlaganih oziroma nominiranih naslovov izbrali nagrajenca, ki danes prejme veliko nagrado slovenskega knjižnega sejma, to je knjigo leta 2022. Naj povem, da je glasovalo preko 4000 obiskovalcev, zmagovalna knjiga pa je prejela dobrih 40% vseh glasov. Zdaj pa predajam besedo vodji strokovne komisije, ki je izbrala nominirane knjige, dr. Mihi Kovaču. Ja, jaz ne bom imel dolgih govorov, ker jih ne znam imeti. Zato bi zelo rad povedal najprej samo to, da sem zelo vesel vseh, ki ste glasovali. Kot je nekako tradicija, bom omenil prve 3. Na 3. mesto se je uvrstila knjiga Osebno Mihe Mazinija, ki je šla pri založbi Goga, za kar tako založbi kot Mihi iskreno čestitamo. Na 2. mesto se je uvrstila knjiga Evo ti kosilo Saše Šketa s Celjske Mohorjeve družbe. Zmagovalec pa je, tadam, Življenje v sivi coni Davida Zupančiča. Jaz bi prosil zmagovalca in predstavnico založbe Alenko Kepic-Mohar, da se mi pridružita na odru. Najprej iskrene čestitke. Zame je to malo mučen, ker sem se zdravnikov vedno bal. Nisem nikoli predstavljal, da bom komu dal kakšno nagrado v življenju. Aha, ta spodnja. Evo. Tudi plaketa za založbo. Zdaj, glede na to, da je to relativno nova knjiga in da tisti, ki se ukvarjamo z knjižnim poslom, predvsem v času sejma nimamo časa, da bi brali knjige, bi prosil glavno urednico, da pove par besed o tej knjigi. Za uredniško predstavitev bi seveda morali povabiti urednika Roka Smoleja. Naj pa jaz v imenu založbe vseeno povem, da to je knjiga, ki je bila tudi naše presenečenje. Knjiga je od leta 2014 naprej najhitreje prodajana knjiga, kar pomeni, da ko je išla, je praktično v 10 dneh tudi pošla. Mislim, da to univerzalno sporočilo avtorja je, da delo, ki ga upravljamo, je pomembno, kadar ga zares upravljamo s srcem. In mislim, da to zdravniško poslanstvo, ta prepričljivost, ki veje iz knjige, je nekaj, kar prepriča vsakega bralca. Iskrene čestitke avtorju, tudi seveda za zaupanje založbi in celotni uredniški ekipi Roku Smoleju in vodji uredništva priročnikov Urški Kaloper. Hvala lepa. Ker sem pristaš kratkih ceremonij, je to to. A želite kaj povedati? Ne? Hvala. Ok.